Dobrodošli v novem videu in kakor verjetno vas že par ve, je zdajle trenutno earnings season in včeraj smo imeli zelo pomemben earnings day, zato bom jaz danes šel v bistvu čez dva earnings reporta, ki se mi zdita dosti pomembna za market. In sicer sta to Google pa Microsoft. Zdaj, oba stocka sta pre-market down. Mislim, da približno 5%, no, tako je bilo včeraj. Google, Microsoft malo manj. Tako da, dajmo zdaj iti kar pogledat earnings reporte, pa pogledati v bistvu, zakaj sta stocka down. Zdaj, če si prvo pogledamo Google, no, in v bistvu je Google pač več ali manj na vsemu je mislil. Se pravi, revenue je prišel 69,0292 milijard, expectation je bil 70,76, torej za več kot eno milijardo so mislili expectationse, kar je dosti slabo, no. EPS 1,06 dolarja, expectation je bil 1,25, tudi kar velik miss. Če pogledamo operating margin, 25%, expectation je bil 27,9. Ja, YouTube Ads revenue je bil down, v bistvu down od prejšnjega leta, in pa tudi mislil je expectationse, se pravi YouTube Ads revenue je bil 7,071 milijard, expectation je bil 7,64. Google Services Total tudi mislili earningse, mislili expectationse 61,377, expectation je bil 64, tako da tudi kar fat miss. Zdaj, edina stvar, ki je bitala earningse, je to Google Cloud in v bistvu, ja, Google Cloud je prišel na 6,868 milijarde, expectation 6,61. Tako da tukaj smo videli beat, tudi vidite year over year je cloud revenue zelo lepo up. Zdaj, to je v bistvu dobro za Google stock. Cloud revenue, pač to je v bistvu Amazon Web Services competitor in ja, če bo Google grow ta biznis, bo v bistvu ful dobro za podjetje, ker so pač marginsi so pri cloud servisih res veliki. Tako da tole se mi je zdelo dobro. Zdaj, če pogledamo operating income, Google še vedno izgublja cash na Google Cloudu, na Google Badsih. Zdaj, operating revenue je isto mislil, prišel je na 19,781 milijard, expectation je bil pa 23,03. Tako da ja, tako da kar velik miss za Google, kakor smo videli, skoraj na vseh področjih je mislil. Zdaj za Google, za naprej, v bistvu, no, za Google me malo skrbi v bistvu ta cel digital advertising space, kako bo performal zdaj v naslednjih letih. Kakor smo videli že pri Snapchatu, pri Snapchat je imel res grozne earningse, in pri Googlu vidimo enako, v bistvu pri adsih, da pač, da misli expectationse, tudi down je year over year, če pogledamo YouTube adse. No, danes reporta še Facebook earningse, tako da bomo videli, kako bo s Facebookom. Ampak ja, digital advertising izgleda malo trpi, sploh od takrat, ko je Apple uvedel ta nov update, da na iPhonih se ne sme več trackati podatkov. In ne vem, če bi mogel jaz guessati, bi rekel, da Facebook tudi danes ne bo reportal preveč dobrih earningsov. Zdaj, to ni neki financial advice, ne zdaj shortati Facebooka, ampak mogoče tako, mogoče ga ne glih baviti danes, a ne. No, ja, to je to za Google. Dajmo zdajle pogledati še Microsoft earnings report. Okej, Microsoft je sicer beatul, EPS je prišel na 2,35 proti 2,30 expected. Net income, revenue 50,12 milijard proti 49,6 expected. Zdaj, ja, kljub beatu je stock down. Zakaj je to? Zdaj, net income je padel za 14% year over year, dosti slabo. In pa če pogledamo guidance, Microsoft je v bistvu v earnings callu so povedali
da je guidance za naslednji quarter 52 do tam 53 milijard, medtem ko so analisti pričakovali 56 milijard, kar pomeni mogoče malo, da Microsoft pričakuje weaker economy v prihodnosti in ja, zaradi tega je pač stock down pre-market. Bomo videli pol, kako bo, ko se market odpre. Productivity revenue 16,5 milijard proti 16,1 expected, up 9% year over year. Zdaj to so te Microsoft Office produkti, tako da to je še vedno up, kar je kar dobro. In pa če pogledamo še cloud revenue, 20,3 bilijona proti v bistvu 20,33 proti 20,36 expected, tako da tam to je skoraj mit, pač čisto malo so mislili. Up 20%, se pravi year over year. Zdaj, v bistvu pri vseh teh velikih podjetjih opazimo, da se ful spuščajo v cloud business in ja, to je v bistvu zaradi tega, ker so res so veliki marginsi v tem biznisu, cloud servisih. Kakor sem prej rekel, Amazon dominata v tem prostoru z Amazon Web Services, ampak kakor vidimo, tudi Google in Microsoft obadva growata revenue, kar se tiče cloud servisov, tako da to je dobro videti pri Microsoftu. Kar se tiče pa guidancea, kakor sem prej rekel, reportali so weak guidance, se pravi revenue v bistvu skoraj za tam 3-4 milijarde manjši, kakor so pričakovali analisti. In pa tudi marginsi so povedali, da pričakujejo približno 40% marginse, medtem ko so analisti pričakovali tam 42%. No, kar se tiče Microsofta, se meni zdi Microsoft pri tej ceni dober nakup, a je price dober. Zdaj, PE pri Microsoftu je trenutno tam na 26, malo manj. Kar v bistvu, ja, za tako podjetje, kakor je Microsoft, to ni spet toliko veliko, je veliko podjetje, analisti pričakujejo, da bo EPS lepo growil naslednjih 5 let, mislim, da se bo skoraj doublal. Zdaj, čeprav je Microsoft full dropal letos, pa je pač basically na lowsih, je meni v bistvu še vedno tako majčkeno overpriced. Jaz bi ful rad videl Microsoft pod 20 PE ratio, to se mi zdi, da je ta undervalued price za Microsoft in tako takrat bom jaz v bistvu začel gledati za Microsoft za pač potencialen nakup, ker pač ja, Microsoft, mislim, da vsi vemo, je pač res dobro podjetje, ampak kakor vemo, je možno, da overpayaš za dobro podjetje, tako da jaz bi počakal pri Microsoftu, da dropa PE tam na 15 do 20 in v bistvu pol bi naredil malo bolj podrobno analizo, kar se tiče Microsofta. In ja, v bistvu to je bilo to za te earningse danes. Mogoče, če bi rad izpostavil še Viso, ker se mi zdi malo pomembno podjetje. Visa je beatala earningse, ampak je bil pa ta card transaction volume je bil down. Tako da ja, to je to za danes. Če bi radi, da coveram še kakšne earningse. In ja, to je to, followajte nas še na IG-ju in pa ja, vsega.